Virus, ki pride v mojo celico. Kaj naredi celica? So pač naberejo prašni delci in pol pride pač virus in si vzame za gostitelja. Koga? Celico. Našo celico in? In pol se zapričuje. In celico prepriča. Osnovna šola Grm ima več kot 833 učencev in več kot 100 zaposlenih. Že vrsto let imamo velik delež učencev priseljencev. Poskušamo celo družino čim bolj vključiti v to širšo lokalno okolje. Tako da se z njimi zelo veliko povezujemo. Na šoli pripravljamo oziroma organiziramo razne tečaje za hitro usvajanje slovenskega jezika. Potem pripravljamo družine na naš šolski sistem, da so seznanjeni, na kakšen način teče. In pa domače delo, v bistvu potek dela doma in šolo pa se zelo prepleta z društvom. Ok, zdaj pa odprite učbenika. Jaz delam kot multiplikatorka na projektu Izzivi medkulturnega sobivanja. To konkretno pomeni, da pomagam učencem in njihovim družinam k lažji vključitvi v slovensko okolje, tako v slovenski šolski sistem, kot tudi širše. Pri tem delam tako z učenci, za katere izvajam tečaj slovenščine, učna pomoč in različne druge aktivnosti, kot tudi starši. Za njih pa tudi organiziramo tečaj slovenščine, pomagamo jim pri urejanju raznih dokumentov, pri vključevanju v lokalno okolje. Seveda mi kot šola ne moremo delati sami, tako da imamo tradicijo sodelovanja z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto že vrsto let, več kot 10 let. Pač s projektom se je to sodelovanje še okrepilo. Poteka pa tako, da ko se priseli nova družina v Novo mesto in se vpiše v šolo, mi kontaktiramo Društvo za razvijanje prostovoljnega dela in povemo, da imamo novega učenca. Se dogovorimo, kdaj lahko z učencem in starši obiščemo skupaj njihove prostore. Oni jim predstavijo programe, ki jih imajo za učence in za starše, in tako nekako sklenemo ta krog in lahko ponudimo neko celostno podporo tej družini pri vključitvi. Imamo 3 nove učence iz Bosne, ki so prišli prejšnji teden, tako da so v bistvu pri nas zdaj šele 3 dni. Kateri razred pa so? 3., 5. pa 9. Ok, super. Jaz sem malo razmišljala, so kar zgubljeni. Nimajo prijateljev, tudi družina nima še poznanstev po mestu, pa sem razmišljala, da bi jih en dan ven peljala da malo predstavite programe. Lahko? Super, lahko. A si se z njim mogoče kaj pogovarjala, bi hodili samo na tečaj slovenskega jezika ali bi hodili tudi na delavnice? V bistvu jim nisem še predstavljala vaših programov. Mi bi prišli v okviru učenja slovenščine, pa bi potem jim ti predstavila programe, pa tako. Super, meni se to zdi super ideja, ker tudi pri tistih učencih, kjer sodelujemo tudi z učitelji, so res zelo vidni tudi napredki, tako da kdorkoli bo želel, me lahko kontaktira. Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto je torej nevladna humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju socialne varnosti, mladine in kulture, in v sklopu našega društva deluje tudi socialno-varstveni program Dnevni center za otroke. Mi imamo zdaj kar utečeno prakso s šolami, torej v začetku vsakega šolskega leta se soglasim na šolo, kjer se dobim s svetovalnimi delavci, skupaj pregledamo, kdo od otrok prihaja na Dnevni center, za koga bi bilo mogoče dobro, da bi začel prihajati. Prav tako pa prihajam ob koncu vsakega ocenjevalnega obdobja. In tudi tukaj znova pregledamo, torej, kako gre učencu, ali potrebuje pomoč pri določenem predmetu, kako je sprejet med sovrstniki. Otroci prihajajo predvsem zaradi učne pomoči, zaradi tečaja slovenskega jezika in pa seveda zaradi delavnic. Meti, si ga ljub se doškot? Šumer. Pa tudi dečka preseritja v srcimetreja? Matematik, ki je post-test print. Jaz pa sem prišla v Sloveniji pred 4 leti. Jaz sem iz Makedonije prišla. Zelo hitro sem se naučila jezika, bom rekla za 2 meseca. Sem hodila in na tečaj in risanke sem gledala z otroki, tako da mi ni bilo preveč težko. Ko so opazili na našem društvu, da ne morejo se dobro razumeti s staršem pa z otroki, s šolami, sem prišla jaz. In od takrat pa je boljše, ker naprimer veliko staršev, ki pridejo sem, ne poznajo sistem Slovenije, ker njihovim državam je drugače in potem ne morejo sodelovati s šolami. In zmeraj jaz sodelujem s šolami, grem naprimer za govorilne ure ali
kakšen roditeljski sestanek, pa razlagamo, kako gre tukaj naprimer za opravičila, pa za vse, kar ne znajo. Potem pridejo otroci tukaj in je lažje, da povejo svoje težave v maternem jeziku. Kakršnokoli težave imajo, ali s šolom, ali privat, ali vse, kar imajo, in potem se trudimo s strokovnimi socialnimi delavkami to rešiti. V osnovni šoli mi gre dobro in rad bi šel v zdravstveno srednjo šolo, ker pač mi je zelo všeč medicina in ja. Na DRPD rad prihajam zato, ker učitelji mi zelo pomagajo pri učenju in zato, ker imamo ful delavnic, naprimer kuharsko, športno, najraje imam športno, pa tudi, ko naredimo turnirje nogometa. Tle imam tudi veliko prijateljev, Albancev in Bosancev in zato mi je všeč.